Dober dan vam želim, dragi moji. Javljam se vam iz tujine, zato danes oddaje ne bomo snemali v živo. Vabim vas, dragi moji, da se povežemo skozi srce in da se spomnimo, da smo tukaj na zemlji z namenom. Verjetno ste med tistimi, ki ste od malega čutili, da ste drugačni in da doživljate stvari v svojem življenju bolj čustveno. Mogoče ste ravno zaradi tega, ker doživljate stvari čustveno, zaradi tega velikokrat trpeli. Danes, ko raziskujem, kaj vse je vzrok našega trpljenja in ko se s to tematiko veliko ukvarjam, prihajam do tega, da je ta naša čustvenost lahko plus, lahko pa tudi minus. Ker če pretirano doživljamo svoja čustva in če preveč na nek način se odzivamo ali evforično ali pa tudi dramatično, to močno vpliva na naše fizično stanje, na naše psihično stanje, skratka, močno vpliva na naše življenje. In zato, da bi zmanjšali to naše trpljenje, se prav rabimo naučiti obvladovati ta naša čustvena stanja. To nam je tako naravno. Če se nekaj zgodi, delujemo instinktivno. Ali je to nekaj, kar nas prizadene, včasih pa tudi, ker se kaj lepega zgodi, ampak ta čustva so nabita čustva. Ampak po takem, recimo temu čustvenem izbruhu, ki ga doživljamo, se naše počutje zelo poslabša. Celo po tistem, ko smo evforični. Ker evforija je tudi čustvo, ki je tako kot požar. V resnici nas izčrpa. Ker pa smo instinktivni, kar se čustev tiče, največkrat se odzivamo dejansko tako, kot smo se naučili. Tako, kot se nam zdi, da je to prav, ali pa da edino znamo. Mogoče niti se ne ukvarjamo s tem, da je to prav. Ampak tako smo se naučili. Ali s tem, da smo opazovali okolico, ali s tem, da smo enostavno do zdaj mislili, da druge poti ni. Ampak s tem, ko začnemo ta čustva opazovati v svojem življenju in ko vidimo, da pravzaprav so non-stop prisotna, sploh če se v našem življenju veliko stvari dogaja, ki nam nekako niso všeč, ali pa so situacije v odnosih, ki nas nekako nervirajo ali pa spravljajo s tira, takrat je pa potem lahko teh odzivov veliko. In iz teh čustev nastane potem tudi stres. Zato pravzaprav mi postajamo vse bolj občutljivi čustveno. In naša velika senzibilnost, ker ponavadi velja, da smo bolj senzibilni tisti, ki smo noter mogoče malo bolj empatični ali pa sočutni ali pa mogoče tudi živi, to se pravi, naša čustva so lahko zelo intenzivna in rušilna. In velikokrat se ljudje odločijo, da ta čustva tudi zatrejo. Tako da, če se pomislimo, a je bolj, da imamo zatrta čustva in da smo otopeli, ali da imamo ta čustva, ki so v nekem pomenu živa, pa so izražena. Odgovor je, da oba dva načina nista najboljša. Ker če to, kar se nam dogaja in čutimo, potlačimo v sebe, se ta čustvena otopelost spremeni tudi v to, da tistih lepih stvari v življenju ne čutimo in se sploh ne znamo več veseliti. In tudi ta pozitivna čustva potem grejo v neko zatrtost. Če pa smo preveč odzivni, preveč instinktivni, preveč doživljamo stvari na živo, pa tudi porabljamo toliko čustvene energije, da nam pravzaprav v življenju se nič ne zgodi tistega, kar bi si želeli, ker v bistvu so čustva gradivo. In s temi čustvi mi lahko, v kolikor jih znamo, prav
na nek način prav, ja, uporabljati, gradimo. Če pa se one preprosto samo izražajo skozi situacije, je pa to poraba naše energije in nam takrat, ko bi radi nekaj ustvarjali v življenju, zmanjka. Ker radi bi ustvarjali si boljše pogoje življenja, radi bi imeli lepe odnose, radi bi imeli, ne vem, neke, tudi mogoče materialne stvari. In kar naenkrat, ker smo se toliko izčrpali čustveno, no, ne, ni kar naenkrat, ampak v enem trenutku pa lahko rečem, se zgodi, da nimamo tega gradiva in začnemo se izčrpavati. Ker vkolikor mi torej porabimo to čustveno gorivo, nimamo te volje in tega zagona, da bi v življenju karkoli spremenili. Zato čustva v našem življenju igrajo tako veliko vlogo, pa mogoče jo ne poznamo koliko zelo veliko, ker se o tem ne govori. In je smiselno, da se s temi čustvi naučimo živeti. Da torej, kaj pomeni obvladati svoja čustva? To, da me ta čustva ne potegnejo. Da vkolikor se nekaj naredi, kar bi mogoče bili dramatični, žalostni, jezni, razočarani, da se v tem ustavimo in da ne odreagiramo v skladu s tem, kar bi naš instinkt naredil. V tem primeru bomo našo energijo obdržali. Jo ne bomo zapravljali torej za take stvari, ki res niso pomembne v življenju. In če bomo začeli opazovati, da ta čustvena energija, vkolikor jo začnemo tudi spoznavati, je naš krasen spremljevalec, ki nam omogoči, da se spet v življenju začne neka kreativnost, učinkovitost in na koncu tudi uspeh, bomo lahko v danih situacijah torej imeli, kolikor bomo to začeli videti, kaj sploh čustva so, spoznavati, si bomo mi ta rezervoar, ki ga imamo, začeli spet polniti. In v tem začenjamo spoznavati tudi smisel hvaležnosti. Ker tudi hvaležnost je ta čustvena energija, ki se v ta naš rezervoar zliva. Druga taka čustvena energija je tudi zahvaljevanje, ki je mogoče malo drug odtenek od same hvaležnosti, ker zahvaljevanje je še ena stopnja višja. Ker vkolikor se znamo zahvaljevati v situacijah, kjer bi prej se jezili ali pa bi kritizirali ali pa karkoli drugega, ker se z nečem ne strinjamo, nam nekaj ni všeč, bomo tudi v tiste stvari, ki so del našega življenja, začeli dajati pozitivno energijo. In ko se začnemo zahvaljevati za situacije, ki nam niso všeč, ki nam ni fajn, zmanjšamo ta evforični odziv ali pa intenziven odziv. In postanemo bolj umirjeni. In umirjenost nam omogoča tudi videti pravo smer v življenju in korake, ki jih rabimo narediti. Ker zato v resnici je tako smiselno, da se s temi čustvi začnemo ukvarjati. Ker je to skrivnost, ker v tem ležijo ključi, ker v tem leži še nekaj drugega, kar ne bi pomislili, in to je lastna vrednost. Ker če spravimo mi čustva na nek višji nivo, da je v našem življenju več torej hvaležnosti, zahvaljevanja, sproščenosti in radosti, bomo mi življenje začeli gledati s čisto drugimi očmi. In kar naenkrat se bodo ta čustva začela
povečevati, ojačevati. In to je to gradivo, da mi iz te točke, v kateri smo, gremo na naslednjo stopnjo. Ker bomo imeli torej odriv. Zato je ta, ne bi lih rekla kontrola, ampak ena taka, lahko pa rečem disciplina na čustvi, pomembna v našem življenju. Ker v tem primeru nas tudi ne bojo mogli spraviti s tira. Ne bojo nas mogli zlomati, če uporabim ta izraz, ali pa nas podreti, ker bomo od znotraj močnejši. Močnejši smo pa vsakič, kako dosežemo, da smo močnejši, ko se temu instinktivnemu odzivu čustev odpovemo. Ker instinkt bi nam rekel, normalno je, da si zdaj jezen, normalno je, da si zdaj razočaran, normalno je, da si užaljen, normalno je, da si ljubosumen in podobno. Če pa sem v sebi in opazujem, kaj bi bilo v narekovaju normalno, pa tega ne naredim, to se pravi, ne bom šel v to energijo tega čustva, s tem se začne v meni gradnja in postajam močnejši, predvsem pa drugače začnem gledati na svet. Ker vkolikor se mi instinktivno odzivamo na torej vse te, bom rekla, dražljaje, ki prihajajo iz čustev, nam je življenje non-stop gor, dol. In največkrat potem samo še dol, če je tega veliko. In ker teh negativnih čustev veliko, smo mi zakopani, pride depresija. Pride tisto stanje, ko nič več ne vidimo lepega. In da se iz tega skopljemo ven, je treba priznati, kaj v meni je povzročalo to stanje. Katerim čustvom sem se najbolj prepuščal. In potem, da se bomo iz teh stanj tudi odkopali, rabimo narediti preklic tega prepričanja, ki stoji za temi našimi čustvi. Ker čustvo se ne bo pojavilo samo od sebe, vedno je na podlagi nekega prepričanja oziroma neke misli ali neke domneve. In zato je smiselno, da začnemo gledati tudi na te svoje misli malo z distanco. Ne, da smo 100% v to, kar mislimo. Ne, da so te naše domneve že tako avtomatično resnica. Ne, da tisto, kar nekako vidimo, je točno tako in nič drugače, kot pač vidimo. Po naši predstavi, seveda. In zato je to delo na sebi, da pridemo do ene boljše energije prav na teh področjih. Da zmanjšamo v tem primeru pa zaupanje v svoje tovrstne občutke, v tovrstne misli, v tovrstne predstave, ideje, zato ker ogromno misli, ogromno teh občutkov, ki jih mi živimo, sploh ni naših. In mi vse, kar mislimo, kar čutimo, že avtomatično mislimo, da je naše. Pa ni res. Zato je uspešno pri tem, da se dvignemo, da začnemo v te svoje misli in občutke dvomiti. Da nimamo te zagledanosti vase v nekem pomenu. Ker s tem se to rahla. Zakaj sem se odločila, da danes spregovorim o tej temi? Zato, ker imam tudi sama veliko izkušenj
ko sem v raznih situacijah svojega življenja rabila popustiti v tem svojem prepričanju ali pa zagledanosti celo v kakšen svoj prav. In iz svoje izkušnje govorim, da je to tako, kot da se v sebi začneš mehčati, ko začneš popuščati, ko rečeš, vse mogoče pa te stvari niso take, ki sem jih videl ali pa ki jih vidim, mogoče te stvari niso take, kot se zdijo, v tem primeru greš potem v sebe. Lažje, tako znotraj ti je fajn. Ker če ti moraš nekaj zagovarjati, če moraš nekaj braniti, ti si v stalni obrambni drži. Če pa si pripravljen popustiti in reči, mogoče pa tudi nekaj, kar vidim tako pa tako drugače, mogoče obstaja neka širša slika, nekaj, kar jaz ne vidim. V tem primeru je tako nekaj vseb olajšanje. Ker ko padajo obrambni mehanizmi, s katerimi branimo svoj prav, svoje prepričanja, je več prostora za Božjo voljo. In manj za našo voljo, za naše poglede, za katere se tako noro borimo, da bi bili upoštevani, da bi bili slišani, da bi bili videni. In moje opažanje je, da v krogih novodobne duhovnosti je ogromno ljudi, ki so kot terapevti, ki delajo res veliko škodo prav s temi pogledi ali na nek način videni, ki za posameznika, katerim se jim to pove, lahko predstavljajo dosti večjo zlo, kot pa ga že prej so živeli. To se pravi, kot ti človeku, ki je že tako šibek, ko je ranljiv, ko ima že tako probleme z prepričanostjo, da veš, kaj se z njim dogaja, začneš njemu razlagati primere, ne? Ja, ta človek je pa tak, te ljudje so taki pa taki. Kaj to lahko nekomu sproži, ker se ne pove na pravi način. Tudi če je vse narobe, mi lahko zelo s tem, kako bomo nekaj povedali, vplivamo na človeka. Ali ga bomo pomirili, ali ga bomo pa še bolj vznemirili. Ali ga bomo pa celo pripravili do tega, da bo besen, da bo sovražen, da se bo začel boriti. In zato bi na to opomnila, da terapevti morajo paziti na to, na kakšen način nekaj povejo in ali je res prav, da nekoga nahujskaš proti nekomu, ker imaš ti problem z neko osebo in potem drugemu rečeš, ta oseba je taka pa taka, ker iščeš privržence, ker iščeš podobno, sorodno misleče, zato da se maščuješ in kakorkoli delaš škodo. In žal v teh krogih, ko bi naj bili ljudje etični, ko bi naj gledali na dobrobit človeka, je te, če temu rečem, šibkosti zelo veliko. In zato ni vsak, ki ima neka videnja, ki vidi neke stvari, že verodostojen pri tem. Ker je resnica zelo, zelo širok pojem, kaj je resnica. In zato iz svoje izkušnje tudi lahko rečem, tudi jaz sem se tega učila, je potrebno se zavedati odgovornosti, kaj naša beseda pomeni. Ne da neumnosti klatimo dobesedno, zaradi tega, ker smo nepremišljeni in ker hočemo biti pomembni in ker hočemo, da je naše mnenje upoštevano, ker hočemo, da je naše videnje nenazadnje upoštevano, ker imamo lastno pomembnost. Zato dajmo gledati srcem in ne, če imamo, predvsem če delamo z drugimi, ne povzročati ljudem še večje stiske, ampak jih spodbujajmo, da bodo
oni sami spremenili svoje poglede na sebe in življenje. Po drugi strani pa se srečujem vsak dan z ljudmi, ki imajo res, res velike stiske, ko živijo z ljudmi, so v odnosih, kjer nič ne morejo narediti. Financ nimajo, ne morejo se odseliti, ne morejo nič prekinati določenih odnosov, ker so pač zvezani največkrat s financem. In taki ljudje res gredo čez hude kalvarije. In če si na strani terapevta, lahko rečeš človeku, ja, loč se ali pa id stran od tega človeka, kar je v resnici tako, če se splošno gleda najboljši način. Ampak se pa dogaja, da so te ljudje, ki res ne morejo, torej nimajo pogojev, potem še dosti bolj v stiski. In se te odnosi, ki jih imajo že tako slabe, še poslabšajo. Se pravi, je treba tudi en balans najti, kako pa vse ljudem nekako dati eno spodbudo ali pa roko, da bodo v takih situacijah pa vendarle lažje živeli, če se že vse, kar je v njihovem življenju, obrača proti njim. Tako da spodbujam vse, da bi res šli v svoje srce in da bi delali za to, če že delamo z drugimi, če govorim, izhajam iz tega, da pač pomagamo drugim, da bi delali za to, da bi ljudem dali tukaj noter to lažbo, mir, radost. In če se bomo tako naravnali, bomo vedno najdeli dobre stvari, tudi tistih, ki so še najslabše. In zdaj je tak čas, da to rabimo. Da rabimo spodbudo, da ljudem dajemo nek pozitiven pogled, da se nekako vzdržujemo pri tem, da nismo agresivni, pri tem, ko vidimo, da nekaj ni v redu ali pa da so ljudje taki in drugačni, da nismo mi potem še tisti, ki podpihujemo ta ogenj, ampak dajmo gledati, da blažimo. Da ljudem res dajemo to, kar je govoril tudi Jezus, ljubezen. Ker edino to rešuje svet in rešuje tudi naše življenja. Zato vas tudi zdajle prosim, da se povežemo skozi srce in da pomislimo tudi na našo zemljo, ki je toliko in toliko časa živela v tej stari energiji, kjer se ni spremenila miselnost. In je res težko to miselnost spreminjati, ampak dajmo biti tisti, ki bomo to naredili. Da bomo minuse spreminjali v pluse in da bomo tudi na vsa ta žarišča, ki so po zemlji, kjer bi lahko obsojali, zakaj je tako, kjer bi se lahko jezili, zakaj je tako, bi lahko bili v prizadetosti, ampak glejmo na vse, kar se na zemlji dogaja, samo kot na stanje, ki rabi ogromno ljubezni, odpuščanja in pozitivne energije. In se postavimo v to vlogo, da ne sodimo, da ne ocenjujemo, da ne obtožujemo, ampak samo ljubimo. In to v resnici ni vloga, ampak je naš pravi jaz. Vloge smo odigravali skozi življenje in je čas, da vloge odložimo in postanemo samo to, kar v resnici, ne da postanemo, ampak živimo samo to, kar smo. In pošljemo drugemu v srca to podporo. Tisti, ki razumejo srce, razumejo tudi podporo. Lahko jo sprejmejo. Vsi tega ne bodo ne razumeli, niti ne bomo mogli sprejeti. Pa vendarle, toliko in toliko procentov ljudi ima razumevanje in čutenje ljubezni. In naj bo Božji blagoslov za vse te,
te ljudi na zemlji, ki jim je ljubezen preprosto domača. Naj gre blagoslov po celi zemlji in na vse vas, ljubljeni moji, ki na tak ali drugačen način tudi sami večkrat ne veste, kako bi se odzvali, kaj bi še naredili, da bi bilo lepše, boljše, srečnejše. Naj gre milost božanstva v vaša srca in jih napolni. In naj se razbremenijo napetosti in stresi vašega življenja, da zadihate s polnimi pljuči hvaležnost in da v vsaki situaciji, ki jo imate v svojem življenju, tudi če je najtežja, najdete kanček upanja. Verjamem v vas, ki ljubite Boga, ker ta pot v enost je tukaj in sedaj odprta. Narejena je. Zato stopimo na njo. In ta svet je tukaj. In živimo ga skupaj. In zaupajmo, da je za nas že poskrbljeno. Ljubim vas.